A sem ti se rekla, da ne odperi pera drugič, no. Enega si žofno, zdaj bi pa še tega rad ali kaj. Z enega. Sem tega pa jaz spila do konca. Jaz bi ti kaj v hladilniku danes? A imamo kako klobaso, ne, če že pijem, tebi pa pas razravno še kakva klobasa, da se nam že zgodaj zjutraj z alkoholom zastrupila. Ajde, da gremo, ber. Začnemo, čekaj en šluk še vidim. Kam pa te on pes zdaj šel? Ven, da berno. Iz Ljubljanskega studia 136 to so vesti na vesti, pa tako veste kaj. Tajkunska zgodba še vedno ostaja v spredju zanimanja javnosti. Boško Šrot je četrtino Mercatorja prodal avstrijski investicijski banki Raiffeisen, to so pa naši sosedi. Hkrati so pa iz pivovarne Laško poslali sporočilo, v katerem trdijo, da je predsednik vlade Janez Janša, danes pa jaz nekam slabo vidim, preko poštnih nabiralnikov v tujini želel postati lastnik Dela, in da je minister za gospodarstvo na podoben način želel postati lastnik Term Čatež. Ja pa kaše, Janša in Vizjak na obtožbe še nista odgovorila. Minister za finance Andrej Bajuk pa nam je v tajkunih povedal tole. Ljudje se sprašujejo, kako je to mogoče. Da nekdo, ki se bo poznal še 10 let nazaj, da je imel prihodke na ravni povprečne plače, danes pa obvladuje podjetja nad 1000 milijonov evrov. To so te pretresi znotraj naše družbe. O razmerih med politiko in kapitalom in korupciji je spregovoril predsednik stranke Zares Gregor Golobič. Lahko bi bilo tudi predsednik stranke Zares Gregor Golobič. Bravo. Ala, mater sem dora. Mi smo nedavno predlagali, na primer, en zakon, spremembe zakona o volilni kampanji, z namenom samoomejitve politike, z namenom zmanjšanja možnosti vpliva, ki ga imajo lahko, kapital na stranke, z povečanjem in sankcij in nadzora in večjo transparentnostjo kampanj. In ta zakon, kot veste, je podprlo par poslancev Slovenske nacionalne stranke, par poslancev Lipe, naši poslanci, vsi drugi, tako pozicijski kot opozicijski, so bili proti. Dejni, spojt sam na. Ja. A res, da si baru Golobiča tudi o morebitni novi članici njegove stranke? Ja, jaz sem Gregorja vprašal, če bi sprejel pod Marelo Zaresa Andrijano Starina Kosem, ono temperano bombo, gospod. Kaj pa rekel? Ne. 3, 4. Za 4 roke je en pir moje. Čisto v redu. Sindikati javnega sektorja so z vlado podpisali kolektivno pogodbo, kar bo v septembru omogočilo vstop v nov plačni sistem za okoli 160.000 javnih uslužbencev. O, Marija. Minister za javno upravo Gregor Virant, ne Marija, je ob tem dejal, da dvig plač za približno 13% ni predvolilno darilo, ampak logično, da posledica 6-letnih pogajanj. Da pa bojo podpisniki denar dobili tik pred volitvami, se bo treba še potruditi. So da se treba potruditi, a mi že kar dolgo z neba pade denar, ka bumbari. Se bo še kar precej spotil, ker bo treba zdaj zelo pritiskati na izvajalce, da bodo pripravili vse, kar je potrebno tehnično za prvo izplačilo v mesecu septembru. Tu je ogromno število javnih zavodov, gre za 160.000 zaposlenih, tako da za kadrovske službe in za računovodstvo letos najbrž ne bo dopusta. Ti spaleš pas, no kak je pa z zadovoljstvom na drugi strani, nam je pa zaupal vodja sindikalne pogajalske skupine, da je obrni Trotlbobn Doro Hvalica. A to je še naprej podpis za socialni mir? Ne, okej. Te pa Doro Hvalica se konča. Vodja sindikalne pogajalske skupine. Zadovoljni, ker je zgodbe konc, zadovoljni z rezultatom, povsem pa zagotovo ne, ampak to je nemogoče doseči stanje, ko bi bili vsi povsem zadovoljni. Pa dej ne, mi štole špricat se, a si bolan malo. O, Marija, po moškem parfumom smrdela, fuj. Kaj bom, kak si zasmrad, da bejš bek zdaj. O, Marija, se ni čudno, da ti vse povejo, prav greš bek zdaj s tem parfumom dedovskim.
Jedi šprica tu ne babe tam parlament. Med podpisniki je bil tudi predsednik sindikata novinarjev Slovenije Iztok Jurančič, zgaba tesno in kdo je to, ki smo ga barali, ali se zdaj novinarjem obetajo boljši cajti, ja, če bomo take napake v tekstu imeli, pol verjetno ne. O, ti prasec! Ne, zakaj? Ne, zakaj? Ja, zaradi tega, ker podpisujete tak sporazum. Ne, kle gre za plače, ne, plače se jim bo dvignile RTV-ju. Zdaj pride pa še ono ta najbolj žmohtno v celem dnevu. O odstavitvi Janeza Markeša, komentar dneva, Vladimir Vodušek. Zamenjava Janeza Markeža je žalostna zgodba, ker vem, kako se človek počuti in mu ni lahko. Po človeški plati ga torej razumem, po profesionalni plati pa nikakor ne. Mislim, da bi moral Markeš odstopiti sam, ne pa, da se je pustil zamenjati in na položaju vztrajal do konca pod firmo, da se bori za neke višje interese. Morda bo delovalo bogokletno, vendarle tu na nek način razumem Laščane. Laščani so kupili delo za 100 milijonov evrov in so torej kupili medij, zaradi katerega imajo velike probleme. Še več, Boško Šrot grozi celo zapor. Nekdo je očitno potisnil Boška Šrota v konflikt z Janezom Janšo in s tem ogrozil njegove ekonomske interese in sedaj mu hoče urejati še uredniško politiko. Če tega spora med Janšo in Šrotom ne bi bilo, bi vsak uresničil svoje interese, ene ekonomske, druge politične. Lastništvo Laščanom seveda ne daje pravice, da bi se vtikali v konkretno uredniško in novinarsko delo, ampak lastnik vendarle lahko določi generalno linijo časopisa. Laščanom pa seveda zamerim, da Markeša niso zamenjali po že zgodovinskem vročem stolu, kjer je grobo zlorabil gostoljubje nacionalne televizije in prišel v tujo hišo obračunavati z tistimi, ki so mu postavili ogledalo, zato je pokazal veliko stopnjo netolerantnosti in nekulturnosti do gostitelja. Pravo Darjano Koširjo naj bi dejal, da gre zdaj na TV uničiti Voduška. Ljubim izdajalce sovražim izdajo, pa pustimo to ob strani, ne nazadnje ima Markeš pravico, da spreminja svoja stališča. Sam nikoli nisem delal kompromisov. Če so se moja gledanja na probleme niso ujemala, torej z ekipo, v kateri sem delal, sem poiskal okolje, v katerem je bilo omogočeno profesionalno delo v skladu z mojimi lastnimi prepričanji in profesionalnimi kriteriji. Vendarle ne živimo v socializmu in vsak medij ima nekega lastnika, ki ima svoje poglede na zadeve in če se razumemo ok, če ne pa se poslovimo kot prijatelji, ki pač gledajo na zadeve različno, nič tragičnega. Na to se bomo morali navaditi in v demokratičnem svetu se ve, da so nekateri mediji vsaj komentatorsko, recimo naklonjeni tej ali drugi politični liniji. To pa ne pomeni, da niso kredibilni in da ne poročajo o dejstvih po obrtniških kriterijih. Gre za to, da je mogoče iz komentarjev razbrati takšno ali drugačno usmerjenost časopisa. To pa ne pomeni, da nek časopis ni kvaliteten, ampak ga pač kupujejo bralci, ki želijo prebrati določeno stališče in ki gledajo podobno na zadeve in želijo potrditev za svoje stališča. In če nočeš za nekoga delati, pač ne delaš in poiščeš svojo priložnost. Tako preprosto je to. A sviru, da je bila klobasa noter v hladilniku, bumbar. Moš pa malo pogledati, luč vzeti roke, pa posvetiti noter v hladilnik, če luč ne dela, porka duš. Na drugi slovenski konferenci iskalnega marketinga Skim 2.0 so razpravljali o povezavi marketinga in spleta, o pasteh internetnega iskanja, ter kakšni so trenutni trendi doma in na tujem. Prv nas doma je čisto v redu, hvala. Organizator Primož Žižek nam je v pauzi povedal, kaj je najbolj pomembno. Po mojem, da imaš dober monitor, pa kakaj take. Absolutno moraš imeti tako, kot temu Američani rečejo zelo lepo, oni rečejo, moraš biti magnetičen. Če nisi mislica, moraš biti pa z neko vsebino. Toti laški je zakon. Univerza v Mariboru je enostransko odpovedala pogodbo o najemu prostorov, v katerih se nahajata študentski prireditveni center Štuk, tam sem Bart Bla, veš? In sedež Mariborske študentske organizacije. Razloge nam je predstavil dr. Boštjan Brumen. Kak je pa kar doktor, že, če je pa glavni tajnik Univerze v Mariboru? Prav absurdno je, da mora univerza v neposrednji bližini Štuka najemati poslovne prostore, konkretno v stavbi Mertal, po skupni ceni 11 evrov na kvadratni meter, medtem ko pa za prostore, ki ima svoje, pa ne dobi niti evra najemnine. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Zakaj pa te mogla imeti zeleno majico, če imam zelen pir, oziroma zakaj mogla imeti zelen pir, če imam zeleno majico, ali kaj bi rad zdaj ti povedal? Ti tudi nimaš
Ti imaš tudi pisano srajco v srdečo peso jedo, butl. V galeriji Vžigalica Mestnega muzeja Ljubljana in na trgu francoske revolucije smo se udeležili, jaz se nisem, no mi je zelo žal, razstave Svetlobna gverila repeticija. Med svetlobnimi inštalacijami nas je vodila Katerina Mirović. Ali ne vidim čeja? Ne, vse v redu. Tole, ker zdaj vidimo, je nočna zadeva. Čez dan zgleda zelo drugače, če je dosti nočno sonce, se vidijo od sebi. Temu se reče plesni performance mojih dveh sprednjih kazalcev. Plesni studio Intakt je pa predstavil svojo letno produkcijo o tem, kaj se lahko naučimo v Intaktu. Ful se nam odi, smo se pogovarjali z Natašo Tovirac. Ne bo džeza, ne bo hip-hopa, valčka standardnih, torej latinsko-ameriških plesov. Bo pa v bistvu tehnika sodobnega plesa, ki ima svoje tehnike. Te pa še vreme. Če niste začajno vedeli, smo na začetku ledene dobe. A si videl hišnika zunaj, ko gumijasti čovn pumpa že celo jutro? Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Ostanite še naprej z nami. Judel dudel. Kaj pa s čovnom, če bo ledena doba? Kaj te je važno? Kaj te ti se s takimi bedarijami obremenjuješ, bumbar? Jedi tja pa naredi en most, da v šlaku preš na čovn. Kake imaš, ej.